Krka je naraščala in povzročila pač dodatne težave. Pravzaprav je narasla do te mere, da je pravi gospod župan poudaril, da je najstarejši občani ne pomnijo. Živijo s Krko, so navajeni poplav, vendar letošnje leto je pač izjemno neugodno oziroma ta poplava. Ker če vojske ne bi bilo, bi sigurno mi pospravljali še nekaj dni ali pa kakšen teden. Pripadniki vaše vojske so res, lahko rekel, naredili pozitivni vtis tudi med prebivalci, tako da še enkrat hvala lepa. Jaz bi na kratko naredil presek angažiranosti naših sil na tem območju poplavljenem, ki je dobro vam poznali. Sem si kar na listek napisal, ker je bilo toliko podatkov danes, da se mi že vse meša od podatkov. V ponedeljek smo bili angažirani z 120 pripadniki, 11 kamioni in 5 plovili. Največji, se pravi, tisti udarni naše aktivnosti je bila v Krški vasi in v vaseh južne potoku, se reče Save in Krka, se pravi nižje. Koliko se je voda umikala, se pravi v torek, smo sodelovali s 146 pripadniki, 14 kamioni in 6 terenskimi vozili in še vedno 5 plovili, ki so bili predvsem usmerjeni v reševanje, oskrbovanje in vse, kar je pač bilo možno izvesti po vodnih površinah, kjer je seveda dopuščala gladina te vode. Potem v sredo smo bili udeleženi 155 pripadniki, 18 kamioni, 9 terenskimi vozili in še vedno 5 plovili, ki so pa ta dan že bili angažirani vsi v območju Krke oziroma Kostanjevice, ki smo tu pomagali še pri evakuaciji, oskrbi in tako naprej. Danes smo udeleženi 146 pripadniki, 17 kamioni, 9 terenskimi vozili, ker smo pač ocenili, da plovil danes ni več potrebno. To je bilo v skladu z dogovorom za civilno zaščito. Jaz mislim, da je bila naloga izvršena korektno oziroma tako, kot predpisi zahtevajo in tudi ta koordinacija za civilno zaščito je bila zelo vredna. Torej ste zadovoljeni z to koordinacijo znotraj štaba regijskega ste se dogovorili, odredili, katere vrste vojaške zmogljivosti se potrebuje in to ste potem tudi zahtevali od Republiškega štaba za civilno zaščito. To je pa poveljnik se zdaj pridružil tudi občinskega štaba. Kako ste? Živijo? Kar dobro, boljš po nedeljo zvečer. Čeprav ste bili v nedeljo zvečer še kar optimistični, ampak voda je popravila svoje. Ampak jaz sem bila vesela, da smo se srečali v nedeljo zvečer, zato ker se je dalo videti to različno razumevanje pomena vode v različnih delih Slovenije in pri vas, ki ste navajeni na vodo in veste, da prestopa bregove in da moraš znati funkcionirati z njo, se je dalo čutiti nek ta optimizem tudi tega človeškega razuma in moči v premagovanju težav. Takoj ste čolne svoje ven izvlekli in to skrbovanje otoka se je začelo že tisti večer. Tako neko to sožitje z vodo se da pri vas tukaj v Kostanjevici na Krki videti, ker številka je povedal že gospod Mavsar, vi pa boste rekli, kako je delo potekalo, kako ste se usklajevali z občinskimi strukturami tukaj in kako čutite sprejetost pri ljudeh. Takole, z koordinacijo z tem mestom Kostanjevica pa med Slovensko vojsko smo imeli jaz pa gospod Zagorc. Ko smo prišli sem, je bilo tako vse poplavljeno in prvo, kaj je, smo začeli nositi ven, ko se je voda umikala postopoma, smo začeli nositi ven pohištvo in pa tiste stvari, katere so pač ljudje smatrali, da so za odpeljati. Bolj se je voda umikala, bolj smo pripravljeni, da mi to več ali manj ven nosili. To v Kostanjevici, v Ločah in pa v Krški vasi. V Ločah smo bili dejansko en dan, potem pa so hodile samo še ekipe, ko so ljudje spravljali ven tiste stvari, katere so za odpeljati, smo odpeljali na deponijo in to je bilo v bistvu tole. Včeraj smo zaključili tam v Krški vasi, smo zaključili tudi včeraj, tule, ki je bilo pa najbolj poplavljeno, smo pa dejansko danes peljemo akcijo proti Idrijskemu koncu, zadnji kamioni prihajajo na deponijo in bomo to zadevo končali. Vsak dan smo se dejansko odpeljali do matičnih enot, domov, prespali,
noč napolnili baterije in naslednji dan prišli nazaj. Potem ste prihajali vsak dan, Vsak dan. zjutraj sem Tako. in ostajali potem cel dan Do 5. do 5. popoldan, ste ostali tu. Za te, ki so bili inženirci iz Novega mesta, kako pa je za to delo z čolni izgledalo? Ja, v bistvu so imeli Vi, prvi... 20. bataljon, ste bili te, ki ste pomagali ljudem nositi iz hiš, odvažati na deponijo in tako naprej. Ostali so z inženirskega bataljona, pa so dejansko nekaj časa tudi vozili hrano v Koprivnik za čolni. Potem so delali obhode gor proti Koprivniku, obiskovali hiše, se pravi, če je trebala kakšna pomoč, nudili pomoč. V končni fazi, ko so prišli do hiše, pa je bilo treba kaj postoriti, so nas poklicali in smo potem usadili in smo tudi tja šli gor. Recimo včeraj smo že lahko prišli do Koprivnika, kjer smo danes tudi pred 1 uro zaključili delo. Se pravi, da je voda tako tekla, Ja, voda je tako da ste tekla. lahko prišli že po suhem. Včeraj smo se pravili tam s čolne, danes smo z vozili. Dobro, tako res. Kako pa ste torej z ljudmi sodelovali, kako so vas sprejeli? Moram reči, da sem pozitivno presenečen odziva ljudi. V bistvu vsaka roka mi je prav prišla, ali danes, jutri, skratka, odziv je bil zelo dober. Sodelovali smo zelo dobro, marsikje smo dobili tudi, bom rekel, domačo hrano, da nismo rabili z vrečke, tako da smo z tem sodelovanjem in pozornostom zelo zadovoljni. Preskrbljeni ste bili pa tako, da ste prinesli vsak dan suh obrok Ja, s iz sabo? 670. polniško-logističnega bataljona so nam dostavljali hrano do včeraj, danes so pa v Cerkljah skuhali in smo tudi v šoli razdelili topli obrok vsem pripadnikom Slovenske vojske.